Moj današnji krog bo imel 70 km in kar 1400 višincev. In prav zaradi tega sem precej odlašal s snemanjem tega videa, zato ker to je kar precej izven moje cone udobja. Ampak vseeno, danes sem se odločil, da grem in da vam prikažem vzpon iz Ajdovščine na Predmejo. Vračal se bom pa potem čez Trnovski gozd na Lokve in nazaj do Novo Gorico. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Prišel sem v Ajdovščino, kjer je tako precej oblačno in zelo vetrovno vreme. Temperatura kaže 16 stopinj Celzija. Iz Nove Gorice do Ajdovščine sem prišel kar po glavni magistralni cesti 444 in glede na to, da je nedelja, k sreči na njej ni bilo nobenega prometa. Zdaj se pa že peljemo od Ajdovščine proti Lokavcu po tej povsem novi kolesarski stezi. Od Nove Gorice do Ajdovščine sem na 24 km naredil 220 višincev. To pomeni, da me vsi ostali višinci čakajo zdaj tukaj na tem vzponu čez Predmejo v Trnovski gozd. Ja, tale ajdovski teren res močno definira tale burja. Praktično med vožnjo je zelo težko karkoli povedati, ker toliko veter šumi, pa tudi zaradi sunkov se je težko voziti celo roko. Ampak mislim, da ko bom prišel gor na vzpon, na pobočje, bo pa moč tega vetra malo pojenjala. Če ne drugega, me bo mogoče to celo malo ohladilo in mi pomagalo pri vzponu. Pot iz Ajdovščine do Lokavca je brezhibno označena. Če pa je kdorkoli v dvomu, ker mogoče ne pozna tega terena, pa bom dal od spodaj v opis videa tudi link do svoje Strave. Vzpon se začne takoj na koncu Lokavca in pripraviti se je treba na to, da gre cesta kar takoj na 10%. Treba je dati v prvo brzino, zato ker so vmes tudi koščki po 12, 13, 15%. Tlete reši edino, če imaš električno kolo. S tistim greš lepo naprej. S tole specialko pa v neke odseke tudi samo 6 na uro. Saj vem, da bi lahko šlo hitreje, ampak jaz sem si zadal mejo, da ne grem s srčnim utripom čez 170 in potem je to. Dolžina vzpona je približno 8 km, na njem se dvigneš za 700 metrov, kar pomeni povprečni 9% naklon. 9% povprečje je rahlo varljivo, zato ker je tle en del ceste narejen na novo. Cesta se nekajkrat zravna, v enem kosu se celo spusti navzdol, tako da zgubljaš višince. Tako da je treba upoštevati, da tam, kjer je strmo, je lahko tudi fajn čez 9. Kasneje, ko prideš na tisti del vzpona, ko je bila cesta narejena še po starem, je vzpon dosti bolj enakomeren, ampak vseeno hočem reči, tako iz Lokavca ven, dajte v mehke brzine in lepo po občutku zlagoma počasi gor. Med vzponom je priporočljivo, da se odžejate s tistim, kar imate v bidonih, zato ker je malo naprej od polovice poti en super vodni vir s pravo studenčnico, kjer si lahko bidone znova napolnite. Lovci. Če ne drugega, bo to pokanje slišal tudi Medo, ki se bo umaknil globoko daleč v Trnovski gozd. A tle vidiš, tle je celo tisti del poti, kjer gre cesta malo navzdol. Evo in takoj tukaj, kjer se ta spust sredi vzpona konča, je na desni strani ceste vodni vir, čista studenčnica, zgore dol preteče, obvezno probati napolniti bidon in potem iti naprej na vzpon. V prejšnjem videu me je en gledalec opozoril, da zmeraj, ko točim vodo, moram spustiti iz pipe par sekund, da odteče tista postana voda. No, tukaj to ni potrebno, ta je res zmeraj sveža. Ja, tisti prvi del vzpona je cesta bila narejena na novo zaradi plaza.
Zato je tudi klanc tako izredno neenakomeren. Potem pa, ko prideš od tega vodnega vira naprej, si pa v bistvu na tisti stari cesti na Predmejo, ki tukaj teče že več kot 100 let. Ta klanc je pa izredno enakomeren, lep, še zmeraj strm, ampak se ga da zelo lepo peljati. Klanec se da zelo lepo peljati tudi zaradi tega, ker je res lep asfalt, nepoškodovan, gladek, super lepo teče. V zaključnem delu vzpona pridemo do teh tunelčkov, ki so vsekani noter v živo skalo, in na koncu teh tunelov potem vemo, da je Predmeja. Za trenutek se malo odpre prepadni razgled, potem pa spet tunelček. Zdaj, če bi bilo po starem, ko prideš tukaj na Predmejo, bi bilo tega vzpona enostavno konec, lahko bi šel po isti cesti nazaj dol v Lokavc, ali pa bi se odcepil tukaj na Cov in potem dol v Ajdovščino. Zdaj pa imamo po novem asfaltiran tudi ta del, ki gre na Lokve, 11 km je do tja in seveda treba se je dvigniti še za kakšnih 300 višincev. Tako da vzpon še ni končan, pejte z mano naprej, pokažem, kje je gostilna in kje je vodni vir. Ta cesta tukaj, ki gre na Lokve, je popolnoma nova, mogoče 2-3 leta, kar je narejena asfaltirana povezava, prej je bil samo makadam. Tukaj sem že na 920 nadmorske višine in lahko mi verjamete, da sem kar tuhtal doma, kako naj se oblečem, da bo primerno od spodaj v dolini, kjer je 100 nadmorske, in pa gor sredi Trnovskega gozda, kjer bo nekje 1200. Odločil sem se za tale dres z dolgimi rokavi, znamka Sirocco, ni preveč debel, da bi bil prevroč. Tak tanek je, ampak v kakšnem senčnem spustu, ravno prav, da me ne bo zmrazilo. Če kogarkoli od vas zanimajo taki dresi, imam tudi kodo za 10% popust, ki velja ne glede, kako so izdelki v akciji ali že dodatno znižani. Nisem pričakoval, da bo tle gor tako mrzlo pihalo. Predvideval sem, da bo hladno, ampak prav strupeno, samo zahvaljujoč temu dresu se počutim super. Sem že prebil 1000 nadmorske višine. To se pri meni res zelo redko vidi, ker se zmeri vozim dol od spodaj v dolini. Ampak glej, občasno pridem tudi tako. Ta del od Predmeje naprej proti Lokvam ni tako strm. Vzpon se giblje tam od 4 do 7-8%. V glavnem zelo lep asfalt, zelo tekoče gre. Super, lepo je. Mir, občasno pride kakšen avto ali pa motorist, ko grejo izletniki, ampak nič pretresljivega. Jaz se s specialko tukaj po tej povezavi danes peljem prvič, tako da tudi točno ne poznam, koliko še kaj vzpona sledi, kakšna je cesta, bom videl sproti. Po dobrih 5 kilometrih, nekje na polovici poti med Predmejo in Lokvami, sem prišel do odcepa za Golake in tukaj je očitno najvišja točka moje današnje proge. Števc kaže 1199 nadmorske višine, zdaj se pa cesta začne spuščati navzdol, se pravi še kakšnih 5 kilometrov, da pridem na Lokve. Tako, tik-tak sem prišel na Lokve. Gostilna je tukaj v centru naselja, ne morete zgrešiti. Lahko se odpočijete, okrepčate. Super lokacija, sploh če je tak lep dan, kakor je danes.
Kaže, da je zaprto, tako da preverite rajši odpiralni čas gostilne, sploh če mislite priti gor samo zaradi tega. Blizu živi še gospa, ki mi je povedala, kako so pred več kot 20 leti v okviru njihove družine organizirali kolesarsko prireditev na Lokvah. To 209 bilo, imamo pa še nekaj čaj, pašto, ne vem kaj, naši organizirali policijo, gasilce, to je cela reč, ne? Vsega imamo, že bi lahko mi odbili to, kaj tako prosno vsi kolesarijo. Jaz se pa spustim kar naprej še na Trnovo, da vam pokažem še, kje je en dober vodni vir. Tako, prišel sem na Trnovo in tukaj v centru naselja je postajališče, ki mu rečejo center sveta. Tukaj imate en super vodni vir, ki si lahko dotočite vodo, zraven je pa tudi defibrilator, noter je pa še avtomat za napitke, pa mini knjižnica, tako zelo lepo urejen prostor, zunaj pa tudi tale mašinca za si napolniti električna kolesa, če slučajno rabite dopolniti baterijo. Spustim se še teh 13 km dol v Solkan in s tem bo mojega izleta tudi konc. Želim vam varno vožnjo, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!